Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v ponovni epizodi oddaje Moj odnos do zdravja. Tokrat bom gostila eno zelo specialno osebo, Edino Seferović, ki nam bo povedala. Govorila bom o svoji prehojeni poti, o možnostih, ki jih ima vsak od nas, se pravi svojo prehojeno pot spremeniti v eno čudovito potovanje, ki je lahko veliko lažje, ko ne hodimo sami. Delila bom svoje izkušnje, podala svoj pogled in veselim se najinega klepeta. Oglejte si oddajo Moj odnos do zdravja. Jaz verjamem, da boste zelo veliko odnesli. Se vidimo v petek. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Danes sem v goste povabila posebno gostjo, Edino Seferović. Ona je transformacijska coachinja. Ukvarja se s posamezniki, ki želijo spoznati sebe v globino in delovati avtentično. Oddajo vodim dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Pozdravljena, Edina, v oddaji Moj odnos do zdravja. Pozdravljena, Neja, hvala za povabilo. V veselje mi je danes s tabo malo poklepetati. Ja, danes bova malo poklepetali o tvojih začetkih dela na sebi, spoznavanja sebe. Kaj je bilo tisto, kar te je privedlo do tega, kar danes počneš? Ja, v resnici se je moja pot začela pri nekih mojih 20 letih, ko sem naletela po naključju, kar to nikoli ni bilo v resnici, na knjigo Celestinska prerokba. Ena zelo prijetna gospodična mi je to knjigo priporočila in kot nekdo, ki je deloval samo iz analitičnega uma, je bilo to zame eno tako veliko presenečenje, kjer sem v resnici prišla do nekih spoznanj v življenju in začela raziskovati svet, ki je vse več kot to, kot sem si mislila, se pravi, da obstaja mnogo več kot neka materija, kot nek fizični svet. In takrat sem v bistvu zaplavala v ta ezoterični del, tega je zdaj že dobrih 25 let, v tem vmesnem času pa se je odvijalo marsikaj. Ta knjiga je tudi name kar tak zelo velik vtis naredila. Se pravi, gledalci, gledalke, če želite res malo bolj globok pogled v to, kaj tudi v oddaji Moj odnos do zdravja govorimo, dajte pogledati, prebrati to knjigo Celestinska prerokba, da se vrneva midve nazaj. Kaj je bilo recimo prav v tej knjigi, kaj je naredil na tebe tak vtis, da si naredila velik shift? Recimo name je naredil predvsem, zdaj ne vem, a je bilo tisto 9., 10. spoznanje, ko so jih konkvistadorji, te zasvojevalci, zavojevalci iskali in oni so dvignili toliko frekvenco, da so v bistvu postali nevidni za njih. Oni so tam bili, oni so njih videli, ampak oni niso njih videli. In to je bilo tisto, kar je mene zelo premaknilo. Kaj je pa tebe premaknilo, da si začela te globine človeka raziskovati? Ja, v bistvu bilo mi je zelo interesantno to, kako človek je veliko več, kot sem si lahko pač kadarkoli predstavljala. Mislim, da konkretno o tem delu v knjigi govori 12. spoznanje, se pravi pot v Šambalo, ker sem recimo tudi pred leti ozavestila, da se zdaj dogaja v tej naši kolektivni zavesti velik premik in da to je naša pot, se pravi dvig frekvence, da gremo iz teh težkih energij in tako naprej. Ampak ja, meni je bilo v resnici takrat tisto ključno prepričanje to, da naključij ni, da je vse naključ. Velikokrat sem se spraševala v življenju, zakaj se mi določene stvari dogajajo, zakaj sem vedno bila postavljena v neke situacije, ki so me spravljale na nek način v neprijeten položaj.
In takrat sem začela v bistvu raziskovati to in začela ugotavljati, da se da marsikaj v življenju spremeniti. Tudi poškodba 2006, ki sem jo imela, ko se mi sesule so se mi pač šipe, včasih so imeli zastekljene balkone, so bile prečne šipe. In spomnim se, prišla sva glih s prejšnjim fantom dobro z dopusta. Bila je čudovita mavrica, živela sem na takem mestu, kjer je bila tako dvojna mavrica in pač obožujem mavrice. In ko sem šla po telefon, da bi to slikala, sem se pa glih pred tem odpravljala v bistvu pod tuš. Sem bila samo še pač v spodnjem delu in ko sem odprla v bistvu ta balkonska vrata, te šipe, se mi je tako veliko stekla zapičil v bistvu v vrat, ki je prišel do 7 centimetrov do pljuč in tako naprej. In na nek način sem vedela, da se nekaj dogaja in sem bila tudi prvič takrat pri bioenergetiku, ki mi je pač dala vedeti, da je bilo to na nek način poskus samomora. Se pravi, imela sem dovolj vsega in takrat sem jaz v resnici zaštartala z raziskovanjem raznim in tako. Leto 2012, ko sem pa rodila prvo hčerko, ko se je moja Pija rodila in ko sem jo prvič poslala v vrtec, sem se pa zavedla vseh teh strahov, ki jih kot mati sem nosila že takrat, pa nisem vedela od kod. In sem si rekla, da si želim postati drugačna mama in drugačen starš, kot so bili moji starši. Se pravi, dajva pogledati malo pred, se pravi, 2008 je bila ta nesreča. Kako si ti delovala pred 2008? Kako bi ti opisala sebe? Kaj je bilo? Da zdaj veš, kaj je bilo tisto, kar so bile že takrat eni znaki samomorilnih misli ali pa podzavestnih misli, ne? Bi rekla, da v resnici sem delovala precej napadalno, v smislu, da sem se celo življenje pač morala dokazovati. Jaz sem bila sposobna pred tem, recimo, ne vem, v družbi, ko smo se pogovarjali, zato ker mi je nekdo pokazal prst, se skregati na smrt z njim, ker pač sem morala konstantno dokazovati ta svoj nek prav. Ozavestila sem recimo takrat, da je mnogo tega prihajalo pač seveda iz otroštva, kjer nisem bila prepoznana, kjer sem bila pač, se pravi, otrok, s katerim moji starši niso znali hendlati, kljub temu, da recimo danes dobro vem, da moji starši so naredili to najboljše, kar so znali, tako kot verjamem, da vsak starš dela pač po svojih najboljših močeh. In meni je bilo to v bistvu tak en velik aha moment, kjer sem res videla to različico sebe, ki je prej obstajala in potem v kaj sem se začela razvijati. Tudi ta empatija in v bistvu vse to, kar sem jaz v resnici čutila že od malih nog, ker pač sem zelo senzibilna, nisem znala, se pravi, korigirati vseh teh frekvenc, vseh teh dram, vsega tega, kar se je pač v mojem okolju dogajalo, ker pač niso bile rožnate stvari. Ne morem reči, da mi je bilo z rožicami poslano, veliko je bilo vsega, kljub temu, da pač gledam na življenje kot na pot, katero smo si izbrali že prej in tako naprej. Tako da velika razlika, no. Popolni analitični ki je potem začel slediti neki te svoje intuicije, začela sem sebe poslušati, začela sem poslušati svoje telo, ker sem ga prej v popolnosti zanikala, recimo, ne. Zdaj si povedala kar ene par takih zelo zanimivih iztočnic, kako lahko tudi naše gledalke in gledalci začnejo opazovati, kdaj so tisti znaki, da je potreben nekaj narediti, preden pridejo težke stvari. In recimo ena izmed stvari, raziskovati, kaj se je dogajalo v otroštvu, koliko mene recimo kakšne stvari pa zadanejo, kako jaz odreagiram na to, kar se mi dogaja. In jaz recimo sem v svojem raziskovanju sebe ugotovila, ne samo, da si izberemo svojo pot, ampak da smo na določen način nekateri izbrani tudi, da prekinemo določene vzorce. In jaz zdaj iz tega, kar sva se zdaj pogovarjali, da ne čutim, da si tudi ti na nekem nivoju bila poslana
oziroma izbrana, da prekineš tisto družinsko tradicijo. Mogoče imaš kakšen občutek, kje je bilo tisto, kjer si ti prekinila družinsko tradicijo? Zagotovo eno izmed teh področji je to, da sem se znala postaviti iz prostora vloge žrtve. Otroštvo moje mame, ki je bila zapuščena že kot otrok, strani očeta, nikoli videna in tako naprej, je botrovalo tudi k temu, recimo enemu takemu zavedanju, da nisem vedela od kje, ampak meni je bilo tako hudo v bistvu, ko sem mogla svojega otroka pustiti v varstvu, pa sem vedela, da v teh recimo varnih rokah in tako naprej, do trenutka, ko sem ozavestila, da v bistvu ta občutek zapuščenosti sploh ne pripada meni. Recimo v teh časih, ko sem bila jaz vzgojena, se pravi, so starši delovali drugače, kot delujemo zdaj mi. Otroku dajemo prostor za izražanje čustev in tako naprej, takrat je pa pač bil prisoten tudi tepež. In v mojem primeru, se pravi, tudi ko sva s hčerko, pač, ki je zdaj 12 let že stara, se je pogovarjali o vseh teh stvareh, je že preizkušala meje, že ne vem, pri nekih 5, 6, mogoče tudi že prej. Se spomnim ene situacije, ko sem nekaj Pija, a si res želim, da postanem takšna, kot je bila babi, recimo, ne? Kako je bila moja mami do mene, a ne? In me tako pogledala in rekla, mami, ampak to v resnici pomeni, da lahko, če ti mene ne boš tepla in jaz ne bom svojih otrok tepla, da nasilje lahko izgine iz naše družine. In to mi je bilo res ena taka velika potrditev v bistvu, da smo vsi pač nekje na svoji pravi poti. Tako da to recimo bi bilo ena taka stvar poleg. Super. Ja. Ja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po odmoru pa nadaljujeva z našim pogovorom. Zelo zanimiva iztočnica o izražanju jeze. Jaz sem bila tudi kot otrok ogromno pretepena. Se spomnim ene situacije, ko sem v kuhinji ležala na tleh v položaju fetusa in z rokami pokrita glavo. Po meni je letel karkoli je mogel, ne. Ampak jaz se spomnim ene misli in ta je bila, lahko me ubijeta, zlomila me ne bosta. In jaz sem tudi prišla v to družino, da se te stvari prekinejo. Pa bom tebe vprašala najprej, kaj so bile tiste misli, čustva, s katerimi si se začela soočati kot odrasla, ker jaz sem se z ogromno lastne manjvrednosti, ponižanja, ne samo to, ampak majhnosti, se pravi, takoj, ko je nekdo nekaj rekel, kaj moram narediti, tudi če je meni noter znotraj vse govorili ne, sem jaz vse naredila tako, kot mi nekdo rekel. In potem so mi rekli, ja, nisi avtentična, nisi pristna, nisi ne vem kaj, nisi to, nisi on. Ampak jaz sem bila v bistvu samo naučena vedno delati tako, kot so mi drugi rekli. In sem v življenju, ne bom rekla, da sem že čisto do konca, ampak korak po korak odkrivam sebe. Kaj je bilo pa tisto pri tebi, ki so bili značilne misli, ki si jih ti odkrila potem, da so bile iz preteklosti, ki si jih pridobila in je bilo treba reprogramirati, se pravi, naučiti delovati drugače? Ja, dosti se najdem v tvojih besedah. Sploh ta recimo program, ki smo ga pač imeli, da je bilo treba ustreči oziroma je pač potrebno narediti tako, kot so drugi rekli, sem ozaveščala tudi kasneje, se pravi še tudi pri nekih 25, 30 letih,
Da tako kot si rekla, kljub temu, da jaz nisem več čutila, da bi neke stvari naredila, se pravi, sem sebi rekla ne, zato da sem drugim rekla, ja, je bilo to avtomatsko. Primer recimo v partnerskem odnosu, ne vem, je bilo čisto omenjeno, da je pač potrebno nekaj narediti, menka, da bi dal en ukaz in sem šla in sem to naredila, kljub temu, da sem bila mogoče utrujena, da sem imela neke druge načrte in tako naprej. Tako da jaz bi rekla recimo, da je zelo botroval k temu zanikanju same sebe. Nisem se imela dovolj rada, se pravi, predvsem sem postavljala vedno druge na prvo mesto. Želela sem ugajati, želela sem biti ljubljena in na nek način, se pravi, pravijo tisti, kjer so tvoje rane, je potem to tvoj jezik ljubezni in jaz recimo sem bila dolgo časa people pleaser, kakor pravijo, ne. Se pravi, jaz zelo rada pomagam ljudem, pridem v nasprot, podprem, dam roko in tako naprej. Kar v resnici je tudi en izmed mojih darov, kljub temu, da sem pa na tej poti pa mogla veliko narediti, da pa danes lahko rečem, tako kot si rekla, korak za korakom, nisem še do konca prišla, ker če v resnici, če bi že vse naredila, me danes ne bi bilo več tukaj, saj tako jaz vidim te stvari. In sem v bistvu hvaležna na nek način, da sem prišla do tega zavedanja, da se da stvari drugače narediti, a ne. In recimo ogromno neke potlačene jeze je bilo v meni, ker pač kaj otrok rabi, recimo, ko je majhen in ko pač pada ven, ko pač nima razvitega še frontalnega korteksa. On rabi, da se pač njegovo živčevje umiri in starši so tisti, ki pač tukaj otroka lahko podprejo. Jaz tega prostora nisem imela, a ne. In vidim v bistvu, kako na drugačen način delujem, kljub temu, da sem zavestno šla samo z tem stavkom, želim si biti drugačen starš kot moji starši, a ne. Omenila si jezo. Jaz sem imela ogromno opravka z jezo. Ogromno, glede na psihično, fizično, vse sorte nasilja. In sem razvila veliko pristopov, kako človek lahko jezo sprocesira v odrasli dobi, a ne. Brez da jo prenaša na ali potomce ali na druge, ali lahko bi celo rekla za sebe, da je bilo toliko ene jeze, da sem bila odvisnica od jeze. Se pravi, sem jezo videla v vsem, v tem, kaj nekdo, kako reče, kaj naredi, ampak v bistvu je bila tista moja odvisnost zato, da sem lahko ven dala jezo. In sem razvila načine, kako to jezo sprocesirati. Kako si pa ti jezo sprocesirala? Jaz sem v resnici šla spet skozi svoj šla sem raziskovati, kaj so tista prepričanja ozadju, recimo, ki držijo to jezo nekje na površju, in vedno sem prišla do nekega zaključka, da je spodaj pod to jezo vedno bila neka žalost. In ko sem začutila to žalost in ki je bila povezana z jezo, sem velikokrat potem v bistvu prišla do tega dela, da sem ponovno, se pravi, šla sama čez sebe. Vedno sem bila potem jezna nase, ne. Nisem bila toliko jezna recimo na druge, ker nisem bila že več v tem delu, da sem kazala s prstom na druge, se pravi, nekdo drug je kriv za moje počutje. Vedela sem, da so pač procesi v meni in tudi vedela sem v resnici, da če bi drugače postopala oziroma bi poslušala sebe, bi ta del recimo lahko že prej v štartu ustavila, a ne. Čutiti jezo je na nek način lahko tudi okej. Se je zgodilo tudi v življenju mi, da sem bila recimo, ne vem, ena taka zanimivost, sem imela recimo z očetom prepir, potem, ko sem se preselila domov nazaj, ko sva šla z bivšim partnerjem narazen. In sem imela neko debato in me je razkuril, sem rekla, v redu je, ne, ker pač ne, stavek, ki me je velikokrat zabolel, dokler si pod mojo streho boš delala tako, kot pač bom jaz rekel, a ne. In sem rekla, v redu, če je pa potem to tako, a ne, iz jeze sem rekla, zdaj pa jaz grem. Jaz sem si v 3 dneh našla stanovanje, se preselila in pač zaživela svoje življenje, a ne. Tako da zdaj, če pogledam, na kakšen način, ko v odrasli dobi poskrbim za to, da do tega sploh ne pride. Če pa že pride, se pa vprašam, od kje je to prišlo in kje je tisti delček mene, ki še ni poceljen. A je možno, recimo, z tvojega vidika, da jeza je v bistvu lahko tudi pozitivna, ker sproži eno vrsto akcije, recimo pri tebi je sprožila akcijo, da zdaj pa zdaj sem pa osamosvojila. Tako.
Se pravi, ni samo ena negativna stvar, jaz jo vidim, vsaj v mojem življenju se je izkazalo, zelo pozitiven, da naredim ene korake naprej. Kako pa ti zdaj na to gledaš? Ja, v resnici se popolnoma strinjam s tabo. Se pravi, različne jeze, verjetno obstajajo odtenki pač različnih jez. Nisem še nikoli se poglabljala v to, ampak prepričana sem, da pač to je nekdo že raziskal. In ja, se strinjam, pač gremo v akcijo, dokler ni pač jeza tista, ki je samodestruktivna. Kako pa ločiti, kako ti ločiš to samodestruktivno jezo od te jeze, ki te porine naprej? Jaz bi rekla, recimo, zdaj, če se probam spomniti na kakšne take situacije, kadar je ta jeza, ki me potisne naprej, se pravi v akcijo, jo čutim tle, se pravi v solarnem pleksusu, ki mi da pač to neko moč. Ko pa je ta jeza, se pravi, povezana z neko sodbo, tam nekje zadaj sebe, mi pa vedno v grlu stišči. Pač jaz recimo na telesni ravni zaznavam to tako. Se pravi, svetuješ gledalcem in gledalkam, da zelo začnejo posvečati pozornost čutenju v telesu, da bodo vedeli, kaj narediti, kateri je tisti korak naprej. Ja, bi rekla, da je to čutenje sebe eden izmed korakov, ki jih je pač absolutno treba narediti na osebni rasti, pa vendar je pot do tja lahko dolga toliko časa, kakor si jo pač zberemo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova nadaljevali najin pogovor, medtem pa si lahko prevzamete svoje darilo na www.bisernica.si/darilo. Poglej, kaj sem pripravljena za vas. Tvoja pot je bogata. Da si prišla od tam, kjer si bila, si rekla, analitično razmišljanje do danes, ko posvečaš veliko večjo pozornost svojemu telesu, se pravi, čutenju telesa, ker telo govori resnico. Pa me zanima, od katerih navad, čustev, misli, prepričanj si se poslovila? Ja, pot je bila res bogata in dolga. Še vedno hodim po tej poti. Vedno pravim, da življenje je potovanje, ne cilj. Dovolim si v bistvu spreminjati tisto, kar mi ne služi več, in si dovolim tudi videti resnico, ki jo mogoče v nekem trenutku ne vidim, pa potem pride čas, ko lahko rečem, aha, to pa je zdaj malo drugače. Predvsem bi rekla, da na začetku, glede na to, da sem zaštartala s Theta Healingom, kjer pač gremo res v podzavest, iščemo, kopljemo po prepričanjih in tako naprej, sem bila tista, ki je imela seznam prepričanj in sem mišično testirala, brisala, downloadala nove in tako naprej. Res tega sem se tako procesno lotila. Potem pa, ko sem jaz recimo, da v svojem umu tiste glavne stvari, da sem postavila neke temelje, neke zdrave temelje z nekimi prepričanji, se pravi, da sem jaz vedela, kaj v resnici pomeni ljubezen sploh do sebe, da to, če si jaz vzamem počitek, da je to v bistvu častim sebe in svoje telo, ker res počitek potrebujem. Takrat sem jaz v resnici začela šele poslušati svoje telo. Se pravi, dovolila sem si eno tako prepričanje, recimo dovolim si, ker si pač prej nisem dovolila, ker mi ni bilo dovoljeno. Rekla bi, da od prepričanj se nisem tako težko poslovila, ker pač imam orodje za to. Se pravi, prepričanja so ena taka meni fajn stvar, ki jih lahko zamenjamo, spremenimo, ker pač naši možgani so nevroplastični, lahko spreminjamo te zadeve. Bolj bi rekla, da kakšne navade recimo so tiste, ki so bolj zakoreninjene. Tako da, ne vem, pride pa čas v življenju, ko pač enostavno tudi te navade lahko opustiš. Katere navade so pa bile tiste, ki si jih mogoče najtežji, ki so se najdalj časa vlekle? Zagotovo to, da sem pač vedno vse morala imeti odgovor, se pravi na vsa svoja vprašanja.
da sem lahko začela spuščati to kontrolo, ker če so mi primanjkovale informacije, sem bila v paniki, ker nisem imela kontrole in to je pač v meni povzročalo res tak nemir, ko sem si dovolila v bistvu zaživeti življenje, brez da rabim imeti odgovor na vsako vprašanje, ki ga pač imam in iti po, se pravi, tako rečemo po flowu, se pravi po tem, da enostavno živimo in si dovolimo pač iti po poteh, ki jih mogoče niti ne poznamo. To je bila taka ena velika osvoboditev. Je bilo pa ogromno nekih navad, recimo, ki so se spremenile v tem času, ampak je bilo pa vedno tako nekako ciklično. Težko rečem, da je kakšna taka, ki je konstanta, da bi lahko rekla, ok, zdaj pa to recimo pinpoint, pa bi rekla, ne vem, zdaj recimo zadnji 2 leti pač ne jem mesa, ker sem začutila tako po eni seansi, ki smo jo imeli z enim terapevtom, skratka šla sem na to ibogo, se pravi sveta medicina, kjer sem videla, kako v bistvu moje telo rabi čiščenje, poleg tega, da sem se že zavedala, kaj v resnici vnašam v svoje telo in takrat sem začutila, da je pač čas, da te stvari, se pravi, omejim. Ne pijem kave, pijem čaj. To so take stvari, ki so mi podporne. Dam veliko na to naravno zdravljenje, ker je pač treba telo podpreti celostno. Ni vse v glavi, ker sem pač štartala, se pravi, iz glave, zato da sem se začela povezovati s svojim telesom. Tudi recimo to, da sem opravila certifikacijo, da sem maserka, sem potem ugotovila, da dotik, ki ga sem jaz recimo, ko sem masirala ljudi, je bil popolnoma drugačen kot dotik recimo same sebe. In sem potem zavestno, tudi ko sem se tuširala, ni bilo to več gremo hitro se zrihtati, ko se ti dotakneš sam sebe in ko si daš to ljubezen v resnici s tem svojim dotikom, se lahko zgodijo čudeži, a ne. In to je eno izmed lepših daril in gledam res, da podpiram telo, se pravi, na vseh nivojih, se pravi, primeren vnos tekočine, hrane, vedno poslušam svoje telo in pač nikoli ne rečem, tega pa nikoli več ne bom, ker ne vem, kaj me čaka jutri. Ja, pri tem imam jaz izkušnjo, da danes ne, recimo kakšne navade, ki so bile, ne, pa pri meni so bile predvsem navade v načinu razmišljanja. Ne, danes ne bom takole. Pa naslednji dan prišli, ja, danes tudi ne. Naslednji dan, danes tudi ne. In potem pride to v navado, da tega ne počneš več. Ker res je, ljudje zelo velikokrat rečejo, ja, nikoli ne bom več. Ampak to je tak močen energijski naboj zadaj, da večina v bistvu podleže pritisku. Ja, temu pritisku. In je res, tako kot si rekla, ni vse v glavi, na neki točki je potreben, da popolnoma utihne. Tako. In se začne čutenje. Mene kar tako čutim, da ljudje napišejo, ja, vse je v glavi, da še niso tam, da bi začutili svoje telo. Ker jaz vem, da največje blokade, vsaj pri meni, pa pri mojih strankah, ki je zelo veliko, pa zelo težke bolezni, jih imajo največkrat, je blokada v telesu. Skozi telo ne teče energija. In v eni izmed meditacij sem prav dobila, tako zraven mene je stala oseba in je rekla, od tukaj naprej nima več kaj iskati. In sem se samo ustavila in samo začela dovoljevati, da energija teče skozi mene in da jo čutim. Tako da je res ena taka zelo dobro orodje, zelo dobro orodje, ampak v bistvu največja blokada v toku duha skozi telo. Omenila si tudi, kako pomagaš ljudem na poti do ozaveščanja, omenila si Theta Healing, dotik. Kaj je še tisto, kako jim pomagaš, da tudi pridejo preko omejitev svojega uma? Ja, v resnici se
Običajno vse začne z nekim generalnim čiščenjem, jaz temu rečem, tako ko mi pospravljamo svoje hiše, je potrebno tudi pospraviti svojo glavo. In se pravi, samo Theta Healing tehniko, se pravi, se dotaknemo podzavesti na energijski ravni, se pravi, to, kar si omenila, je pa potrebno te blokade sprostiti zato, da potem energija prosto teče. Se pravi, podprem jih na način, da očistim ta njihova polja, ko so polja čista, se pravi, za tisti namen, ki so pač v tistem trenutku, ker vedno se povezujem, se pravi, z virom in z višjim jazom in ljudje, ki so pri meni, potem v resnici pridejo do tega stika sami s sabo. In želim v resnici vsakemu posamezniku povedati, zanimivo, ne? Grlena čakra. Se pravi to, da smo mi kreatorji svojega življenja, a ne? In da smo mi tisti, ki moramo prevzeti odgovornost v bistvu za svoje življenje in da so naša telesa en tak čudežen stroj. In da ko mi vzpostavimo, se pravi, pogoje, se lahko samo zdravljenje začne. V naših telesih, tako kot si rekla, so energijske blokade, se pravi na tem čustvenem telesu, vse te travme, ki smo jih mi spravili, poleg tistih prepričanj, ki so v naši podzavesti, tvorijo lahko en tak velik zid v bistvu pred tem, da mi lahko, se pravi, svobodno zakorakamo v to svoje življenje, a ne. In jaz sem tukaj zato, da jih potisnem takrat, ko je potrebno, jih podprem in primem za roko takrat, ko je potrebno, nisem pa čudežna palčka, niti nisem bergla in jih naučim loviti ribe, ne dajem jim rib, a ne. No, to je zelo zanimivo, zato ker zdaj, ravno ko si vse te stvari govorila, je meni samo to hodilo po glavi, da poudarim, a ne, da nismo tukaj zato, da mi namesto nekoga lovimo ribe, ampak da naučimo, kako sami očistijo energijsko polje, kako sami lahko transformirajo svoje misli, čustva. Je pa tudi res, ena mi rekla, ja, moram vse sama, ne. To pa tudi ni čisto res, ne. Mislim, lahko, vse lahko vsak sam naredi, ampak ko imaš nekoga ob sebi, nekoga, ki je pot že prehodil, je pot veliko bolj prijetna, hitro se hodi po tej poti, več zadovoljstva je noter, navdušenja, veselja in to je tisto, zakaj tudi jaz recimo imam svoje mentorje, zato da mi pomagajo določene moje te slepe pege odkriti. Tako da vidim, da sva tukaj zelo usklajene in draga Edina, najlepša hvala za tvoj obisk tukaj v studiu Ljubljana TV. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vam se tudi zahvaljujem za to, da ste bili v tokratni oddaji z menoj. Darilo si lahko prevzamete na www.bisernica.si/darilo in vas vabim še k ogledu nadaljnjih oddaj. Lepo se imejte. Hvala.